Prej je tistale vrata. Včeraj smo imeli kar nekaj dela. Bilo je nekaj zelo zahtevnih intervencij, ki so bile predvsem povezane z evakuacijo šole, dijaškega doma, večjega trgovskega centra v Kranju. Prioriteta je bila seveda zaščita obiskovalcev, dijakov, študentov. Zadeve smo z večerom nekako prekinili in danes nadaljujemo. Danes delamo že na več kot 60 lokacijah. Vseh skupno lokacij je pa preko 170 in rad bi se zahvalil tudi za pomoč ostalim gasilskim enotam, prostovoljnim gasilskim društvom, gasilskim zvezam, potem tudi gasilski brigadi Ljubljana in za vso to materialno in pomoč v moštvu, ker vemo, da je to delo na višini, je zahtevno, brez posebne tehnike je precej težko delo. Danes prekrivamo oziroma odstranjujemo pločevino na dveh javnih objektih, gimnazija in pa dijaški dom, potem zavarujemo druge zadeve, odstranjujemo, čistimo ceste proti Šenčurju, proti Hrastju, ki so precej podrte, precej zaprte in prodiramo počasi naprej. Škoda je zares velika. Ampak najpomembneje, kar je seveda sreča v nesreči, je, da se nikomur od dijakov ni nič zgodilo. Da je tudi včerajšnja evakuacija potekala tako, kot mora, in se res zahvaljujem civilni zaščiti, gasilcem in vsem, ki so pri tem pomagali. Zdaj, pri nas naše službe skupaj z zavarovalnico podpisujejo škodo, ugotavljajo vse tisto, kar je. Tudi smo že navezali stik z tistimi, ki bodo dela popravljali, torej popravljalna dela opravljali, tako da računamo, da bi se tista najnujnejša popravljalna dela lahko opravljala čez vikend, torej jutri bi se začela in potem dokončala čez vikend, zato da bi seveda v ponedeljek pouk povsem normalno stekel. Zdaj, kot me je informirala ravnateljica, bomo seveda vse naredili tako, da bi pouk bil tudi že jutri, tako da in v tej smeri tečejo današnje aktivnosti. Pričakujem, da če le ne bo kakšnega posebnega vetra, da bodo mojstri svoje delo dobro opravili in da jutri zagotovo imamo pouk, potem pa bomo skrbeli za to, da bomo ves čas v pripravljenosti in da bo predvsem kar se da varnost dijake, škoda pa čim prej odpravljena. Torej čez vikend bi torej lahko že steklo delo? Delo bo steklo že danes, tako da bo glavnina težave odpravljena verjetno do nedelje. Potem se bo pa k ostali sanaciji pristopilo postopoma, ker gre za kar precejšno škoda. Kolikšen del streše pa je odkrit? Kaj vem, bi rekla, 15%, kaj takega. Streha je zelo velika, ampak mogoče 100 kvadratnih metrov. Je pa treba še vse ostalo ostrešje pogledati, pregledati, ker je le šlo za precejšnje sile, ki so povzročile kar precejšnje razdejanje. Noter pa ni nič, tako vidnejšega, nekje včeraj je sicer bila ena informacija, da naj bi se tudi en strop v eni učilnici podrl. Ja, v enem delu, tam, kjer so strešna okna, je dejansko en kos knauf obloge odpadel na tla. Pri vsem skupaj smo mi vsi lahko res zelo veseli, da je nam malo pomagala tudi sreča, tako da čeprav je bilo zelo nevarno, nobeden od dijakov ni utrpel nikakršnih posledic, da so bili zelo hitro vsi na varnem in predvsem, da je tudi ministrstvo zelo korektno in takoj pristopilo k nam k pomoči in nam zelo pomaga pri saniranju te težave. Boste današnji pouk kaj nadomeščali, ste že kaj razmišljali ali ne bo potreba? O tem ta trenutek še nismo razmišljali oziroma trenutno se ukvarjamo z drugimi organizacijskimi zadevami. Poskrbeli smo z sodelavci, da si uredimo naše delovno okolje in za dijake čim bolj tako, kot mora biti. O teh zadevah bomo pa, ko bomo pregledali vse ostalo, se bomo odločili. Zahvala gasilcem. Dejansko so organizirali prevoz dijakov iz šole z avtobusom.
Zaščitenje je bilo tako, da je avtobus pripeljal malo, da ne čisto v šolo in dejansko samo pol metra so dijaki imeli, da so prišli do tega avtobusa. Res je bilo tukaj dobro organizirano. Danes pa, kot smo videli, res je bila sreča, predvsem v tej učilnici, kjer se je odkrušil strop. Tudi stene so zdaj malo povešene, tako da tam bodo statiki ugotovili, kakšna sanacija bo dejansko potrebna. Res še enkrat poudarjam, včeraj so se še enkrat teli naši gasilci izkazali, kot tudi civilna zaščita in policija. In ena velika sreča je, da ni prišlo do nobene poškodbe na celotnem območju Kranja in tudi sosednjih vasi. Materialna škoda pa, kot ste videli, se ocenjuje. Probamo čim prej sanirati, tako da bodo posledice čim prej odpravljene.